Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani gospod župan, vsem skupaj lep pozdrav. Hvala Nadi, ženskemu odboru, tudi ostalim interesnim organizacijam, Slovenski demokratski mladini in klubu seniork in seniorjev, pa seveda matičnemu odboru stranke tukaj v Lenartu za ne samo organizacijo tega srečanja zdaj tukaj, ampak celodnevnega dogodka, ki dokazuje, da tradicionalno srečanje Slovenske demokratske stranke ob družinskem dnevu prerašča spontano v nekaj več. Zdaj, ko smo organizirali prvi družinski dan, se nas je zbralo, mislim, da kakšnih 70, potem nas je bilo nekaj čez 100, no zdaj pa se je treba že potruditi, da najdemo primeren prostor, ki tudi v primeru slabega vremena zagotavlja, da se bomo imeli prijetno tudi pod streho. Tako da, če bi iskali neko zunanjo manifestacijo tega, kaj je v osrčju našega programa, pa če bi hoteli komu to nazorno pokazati, ga lahko zgolj povabimo na naš družinski dan. Tako da, veste, v programih se piše marsikaj, papir vse prenese. Je pa seveda tudi to važno, kaj je zapisano, ampak če je stvar samo na papirju, iz tega ni nič. O tem, kaj neka stranka zastopa, se vidi po njenih dejanjih. Potem se tudi običajno glasuje na volitvah in, kot je bilo prej že velikokrat rečeno, in hvala vsem, ki ste to poudarjali, zato tudi jaz lahko krajši tukaj, ne bom sem drugim delil na svete o kratkih govorih, bom tudi sam to upošteval. Skratka, v osrčju programa Slovenske demokratske stranke, ne samo programa za volitve, ampak našega temeljnega političnega programa, so ljudje. Je slovenska družina. Ko prihajamo v različne konce Slovenije, tudi danes smo v prečudovitem delu tukaj v Slovenskih Goricah, pravimo, kako lepa je Slovenija. Če se uresničijo te napovedi, da nas bo čedalje manj, pa da se bomo kar šli in tako naprej, saj narava bo lahko še vedno lepa, sem to več Slovenija. Ljudje so prvi, ljudje so bistvo, temelj slovenske državnosti je slovenski narod in slovenski človek in temelj naroda, temeljna celica naroda je slovenska družina. Brez slovenske družine ni naroda in brez slovenskega naroda ni slovenske države. Brez slovenske države smo kot listi vetru, ki jih lahko usoda nosi sem in tja. Zatem, ko smo imeli svojo državo, ko smo to državo povezali na enakopravni osnovi v družino evropskih narodov, pa smo na nek način zavarovali svojo prihodnost bolj, kot je bila kadarkoli doslej zavarovana. Ampak še enkrat ponavljam, zgolj država, zgolj institucije, zgolj okviri ne pomenijo nič, če ni ljudi. No in tukaj smo pri našem strateškem problemu, zaradi katerega je družina tudi v osrčju našega političnega programa. Slovenija ima 9. najstarejše prebivalstvo na svetu. Ne v Evropi, na svetu. Se pravi, povsod bi ta problem in načrt, kako se tega problema lotiti, moral biti v ospredju. V vsaki slovenski stranki, v vsaki vladni instituciji, povsod, kjer se da kakorkoli vplivati na to, da nas bo v prihodnje več in ne manj. Ampak sami dobro veste, da temu ni tako. Ne samo, da ponekod odgovorov na to ključno strateško vprašanje slovenstva nimajo. V veliko slovenskih strankah
bolje rečeno strančicah, so odgovori napačni. Če bo rojstev premalo, bomo pa ljudi uvažali. In to je, rekel, neka temeljna zabloda, ki blodi ne samo po Sloveniji, ampak tudi po velikem delu Evrope, češ, da je človek številka. Ni pomembno, zdaj, kaj kdo je, ni pomembna tradicija, ni pomembna kultura, ni pomembna identiteta, ni pomemben način življenja, končno ni pomembna civilizacija, vsi smo na enem planetu in to je možno vse kar pomešati in tako naprej. Zdaj, tisti, ki kolikor toliko pozna svetovno zgodovino, tisočletja svetovne zgodovine, ve, da je to vedno pripeljalo do zelo hudih katastrof. Tudi zelo različne civilizacije, različne kulture, ljudje z zelo različnimi načini življenja lahko živijo v miru, če so vsak na svojem. Ko se pa to enkrat na tak ali na drugačen način prisilno začne mešati, ali ko neka kultura zavzame duh osvajanja, zavojevanja, potem pa pride do katastrof, do vojn, do iztrebljanja narodov in tako naprej. To se je dogajalo skozi celotno človeško zgodovino, kar jo pač poznamo. Torej, nujno je, zdaj, svet je tehnološko gledano globalen, ljudje se selijo, se premikajo in to se bo dogajalo tudi naprej, ampak vse pametne države, pa tudi vse pametne povezave, tudi nekatere celine, to nadzorujejo. Se pravi, te migracije, ti tokovi morajo biti nadzorovani. Kar, da vas ne utrujam preveč z definicijami, po domače rečeno pomeni, če jaz grem neko drugo državo, neko drugo kulturo, potem sem jaz dolžan spoštovati njihovo kulturo. Če pa nekdo pride k nam v Slovenijo, potem je pa dolžan spoštovati našo kulturo in lahko k nam pride, če ga povabimo. Vsak drugačen pristop. To, kar se je dogajalo, pa se še vedno dogaja v zadnjih letih v Sloveniji, tudi v Evropi, z ilegalnimi migracijami, z nekontroliranimi prihodi, z nerazumno vabljivimi socialnimi mrežami za nekoga, ki kar pride in pričakuje, da mu bo delovni človek v Sloveniji, pa tudi v drugih evropskih državah, kar se da in tako naprej. Zdaj, to je pot v katastrofo, to je tudi ključni razlog za bistvo politične krize v Evropi. Okrog tega se bo odvijal spopad na evropskih volitvah prihodnje leto in od tega političnega spopada bo odvisno, da se bo Evropa s tem sposobna na razumen, civiliziran, ampak odločen način soočiti, ali pa se bo ta kriza nadaljevala in poleg Brexita bomo dobili še kakšno državo, ki bo začela povezavo zapuščati, kar pa lahko seveda vodi potem v katastrofo in spremeni to znanje okolje, ki je danes za Slovenijo najbolj ugodno, kar je bilo doslej v zgodovini. Nobeni naši predniki niso imeli takšnega ugodnega okolja v nekaj, kar si danes niti ne predstavlja. Tako da pred nami so pomembni časi, tudi od tega, kako se bodo stvari odvijale v Sloveniji, tudi to bo vplivalo širše na dogajanje v Evropi in obratno, predvsem obratno, ampak tudi to, kar se dogaja pri nas, je pomembno. Je pomembno tudi za širše dogajanje, ki bo tem obratno vpliva na nas. No in zdaj za nami je zelo, rekel, dinamično, naporno, vendar zmagovito leto. Imeli smo volitve junija in Slovenska demokratska stranka na teh volitvah močno zmagala. Žal, zmagali smo v 75 od 88 volilnih okrajev. Če imeli večinski volilni sistem, kot ga imajo Britanci, bi imeli 75 poslancev.
če imeli kombiniran volilni sistem, kot ga imajo nekatere sosednje in druge evropske države, ne bi jih imeli preko 40, zdaj nas je v Slovenskem državnem zboru 25 in pač obsojeni smo na nek volilni sistem, ki za sestavo vlade potrebuje koalicije. Žal, čez parlamentarni prag niso prišle nekatere stranke, nekatere liste, ki podobno gledajo na ključna strateška vprašanja, na družinsko politiko, na vprašanje prihodnjega razvoja Slovenije in tako naprej. In zdaj se sestavlja neka, bom rekel, čudna koalicija, ki je podpisala koalicijsko pogodbo, kjer praktično ne boste našli enega samega strateškega odgovora na ta ključni strateški politični izziv Slovencev, to je demografski problem. Nasprotno, v teh stavkih boste našli ogromno napačnih odgovorov. Ogromno napačnih odgovorov, ki enostavno pred Slovence potiskajo črno prihodnost. Zdaj, če mi daste še 3 minute, bom to razložil. Tam pred 170 leti je nastal nek dokument najbolj zločinske ideologije do danes na svetu, komunistični manifest. In v tem dokumentu piše, zato da se komunizem uresniči, je potrebno razgraditi narod, zasebno lastnino, vero, zasebno šolstvo in družino. Piše, teh 5 stvari je treba razgraditi, uničiti, pa bo potem komunizem deloval. No in če pogledamo tole tako imenovano koalicijsko pogodbo, te reciklirane koalicije, ki zdaj nastaja, vidimo noter močne nastavke za to, da se ti cilji uresničujejo. Danes, če greste v cerkev, ste že obsojeni za klerofašista. Bog ne daj, da bi se cerkev kaj oglasila, ko gre za kakšna vrednotna vprašanja. Takoj so takšni in drugačni napadi in obtožbe. Imamo ustavno odločbo glede zasebnega šolstva. Po ustavi so vsi otroci enaki, ne glede v katero šolo hodijo, bi morali, država je dolžna javne programe enako financirati. Ne delamo tega kljub ustavni odločbi. Danes se govori o napadu na ustavno ureditev. To je napad na ustavno ureditev, ki je dokazan. In zdaj kandidat za ministra pravi, ko se ga vprašali, bo to uresničil ali ne, ja, tega nismo dali kot prioriteto, tega ni v pogodbi. Se pravi, to vse pove o tem. Kar se tiče zasebne lastnine, hkrati z nastajanjem te reciklirane venezuelske koalicije smo dobili grožnje z nacionalizacijo, to je kraja. Pred 70 leti je bilo v Sloveniji na 10 tisoče, na 100 tisoče ljudi razlaščenih, zdaj od uspešnih podjetnikov do, bom rekel, kmeta, ki je imel več kot 2 hektara, kjer so pa pobrali tudi, če je imel več kot 1 hektar. In gledajte, zdaj, po 70 letih sredi Evropske unije se ponovno grozi s tem. Hkrati je bilo še zapisano, sej tega ne je možno narediti čez noč, ampak to je naš cilj in slej, ko prej bomo to dosegli. No in potem, če smo pri razgradnji družine, že v prejšnjem mandatu se je delalo vse v to smer, tudi stvari, ki so bile prej tukaj omenjene, so šle, so dokaz za to. Od teh norih sprememb in pravilnikov v šolstvu, do teh predlogov, da se volilna pravica zniža, do raznih tako imenovanih mavričnih prijemov v slovenskih vrtcih in šolah in tako naprej. Skratka, vse je usmerjeno v to, da se neki temelji
civilizacije, ki jo živimo, temelji načina življenja, ki so ga naši predniki ohranili tudi za nas kljub mnogim težavam, da se to enostavno razgradi. Zdaj, potem, ko je bilo jasno, da bo komunizem kot sistem, ki ga Rdeča armada na bajonetih širi za silo po svetu propadel, se je šlo na tako imenovano mehko pot in zdaj imamo razne Soroševe fundacije, imamo razne povezave, imamo medijske monopole, imamo poskuse, da se iste stvari dosežejo na nek drugačen način. Kar se tiče Slovenije, ta poskus že precej daleč. Zaradi tega je izjemno pomembno, da se tega zavedamo, da ne kupujemo raznih floskul, da ne prevzemamo govorice, ki se vsiljuje, ker kar naenkrat za nekaj, kar smo poznali pod pravim imenom, se poišče neko drugo ime. In kar naenkrat se stvari obračajo za 180%. Stranke pravijo, s tabo pa ne bomo sodelovali, ker si izključevali. To je tako, kot da nekoga sedite v gostilni za mizo, pa želi še nekdo drug prisest, recimo plačati rundo, pa mu nekdo reče, ti pa ne smeš plačati runde zato, ker se nočeš družiti z nami. Stvar je popolno nelogična, absurdna, ampak se ponavlja in veliko krat potem to postane neka govorica, ki se nekritično povzema. Zaradi tega je izjemno pomembno, da znamo stvari presjati, da vemo, zakaj se kaj dogaja. Slovenska demokratska stranka je tista politična sila v Sloveniji, ki je že zelo kmalu po osamosvojitvi začutila, kam pes taco moli. Preberite si našo resolucijo slovenski stvarnosti iz leta 1993. In od tiste resolucije naprej smo seveda tudi njihova glavna tarča. Glavna tarča napadov, poskusov uničenja, ker pač vedo, da se z nami ne da manipulirati, da se nam ne da prodajati mačko v žaklju, da vemo, kaj je zadaj za stvarmi, ki se dogajajo in da nekoliko seveda poznamo tudi starejšo in novejšo slovensko zgodovino. In zaradi tega je tudi naš program nekaj, kar niso zgolj stavki in črke na papirju. Ta program izhaja iz samega bistva in to bistvo skušamo v svojem delovanju tudi uresničevati. Torej, ko mi govorimo o družinskih vrednotah, to ni nekaj, kar bi govorili zato, ker to lepo zveni, ampak ker vemo, da je to ključni strateški odgovor na ključen politični izziv slovenske prihodnosti. In hvala vam, ker to razumete, hvala vam, ker ste vložili velike napore v zmago, ki smo jo dosegli 3. junija. Se pa treba zavedati in na nek način smo to vemo že dalj časa, da se stvari ne obrnejo čez noč, da je bila ta zmaga zgolj zmaga v prvem polčasu, da je pred nami še en polčas, ker bo treba zmagati tudi tekmo. Da bo drugi polčas tudi drugačen od prvega, šlo bo pa za iste stvari. Zato mora biti še močnejši, zato moramo pomagati tudi potencialnim zaveznikom, da se pač postavijo na noge. Zaradi tega moramo ponovno 4. zaporedoma zmagati na lokalnih volitvah novembra in 3. zaporedoma zmagati tudi na evropskih volitvah drugo leto. Slovenska demokratska stranka je močnejša, kot se to prikazuje navzven.
Vedno se skuša to nekako relativizirati, ne samo po članstvu, ne samo po moči ali pa kvaliteti naših poslanskih skupin. Mi smo močnejši predvsem zaradi tega, ker vemo, zakaj gre in ker nam gre za stvar, kot bi lahko ponovili po dr. Jožetu Pučniku. Pa naj bo dovolj o, recimo temu, težjih stvareh danes. Zbrali smo se tudi zaradi tega, da se imamo lepo, zaradi druženja. Da je prej bil en zelo tak prisrčen trenutek tega našega druženja, ko smo slišali nekaj iskrenih stavkov o potrebi medsebojnega razumevanja iz ust najmlajšega nastopajočega tukaj. Glejte, če bodo naši otroci tako razmišljali in tako peli, potem se ni treba bati za prihodnost Slovenije. Bog živi slovensko družino, Bog živi Slovenijo.